Kar se zmislimo na Benečijo, gre misel na zeleno farbo, kjer se upanje, da ne kupe skrivnostno lepoto, skrito med dolinami pod Matajuram. Lepota, ki čaka, da jo bomo enkrat odkrili, a ni ostali zavezani za zmeran. Res je, prav skrivnostna lepota karakterizira tele skrite an odmaknjene kraje, kjer si je rijeka Nediža vetukla pot iz Brjehinskega kota, dokar se nade ne kupe sestro rijeko Ter, s katero se kupe vzlivata v Sočo sred laških poj med Krasan an Jadranan. Slovenski ljudje, ki tle žive stoletja dolgo zgodovino, so se vsa tela leta operjali prav na tole lepoto, a tako so se lahko uparli strašnim cajtam, v katerih so jim hteli iztarhati slovensko podobo an tragediji vojske. Lepota rodi upanje, a upanje nadjela špota, je zapisal svet Pavel v svojem pismu ljudem iz Rima. Tole upanje, ki se je globoko parjelo v srce Benečije, se je obvarvalo v horkin objemu velikega števila cerkvi. Duha leta so bile prav cerkva, sam prostor, v katerem je srce Benečije lahko frajno tuklo, a no ne bo pošjalo upanje na boljše cajte. Cerkve, a njih slovenski duhovniki so bili tihi varuhi jezikovne in kulturne bogatije Benečanov. Oddaleč so s pisano besedo hodili kupe z vsemi svojimi sinovi, ki sta jih vojska andjelo tarhala od kornine, da so se raztrosili po vseh kontinentah našega planeta. Tole pričakovanje, tole upanje, tela skrita lepota niso bile zastonj. Začelo se je počaso, skor se nije videlo. Tama mračnih dni Benečije je počaso postajala bolj redka, a skozi se je začela kazati luč. Bilo je kot tistega dne, kar je očak Noe, tako ki pravi svetopismo, zagledal v kljunu halobice vejco ojke, ki je oznanjala, da so se vode umaknile. Telo ojčno vejco do nas upodablja dvojezična šola, ki se je rodila sred 80-ih let prejšnjega stoletja. Slovenski jezik in njega domači dialekt sta na koncu šafala svoje pravo mesto, a sta nič manj vredna od drugih jezikov. Slovenci v Benečiji niso več južki na svoji zemlji. Te mladi rodovi, ki se zbirajo v novih prostorah dvojezične šole, so poklicani, da prevzamejo upanje svojih staršev, a ga ponesijo v ljevši jutre. In kakšni so teli cajti pred nami? Kje jih lahko vidimo? Kje jih lahko uzremo? Pogledmo z vrha Matajura, ki stoji kot neki varuh beneškega človeka, zelenih dolin in čistih patokov Benečije. Od tam je tele beneški človek večkrat začudeno gledal daleč, kar se je vzdihnil iz dolin, ker sta mu bila beseda in upanje učefana. An tele težke reči so izginile srca, kar je pogled segel na zeleno lepoto pod njim. Od tam lahko verjemo tihi prošnji kapljana Martina Čedermaca iz romana Franceta Bevka. Slovenija, beneška Slovenija, saromašna lepa zemlja, stokrat stučena in križana, ti an srca, ki te ljubijo. Ali res ne boš več, kar si bila? Bog, ki si pravičan, nadi tolega, nadi. An res telega nije dal. Benečija in ostali part Slovencev videnske province so do nas nimar več glih tako vreden part slovenske narodne skupnosti v Furlaniji Julijski krajini. Kupe z Gorico in Starstam so od nas sama narodna skupnost, ki se je ne more več partiti ne po narodu, ne po jeziku, ne po teritoriju. Delajmo vsi kupe, a ne verimo, da se lahko mladi rodovi do nas pišejo ljevši jutre, če bojo v nove cajte stopili s tistim zlatim upanjem, ki jim ga je v srce položila zelena lepota Benečije.